čudovit, topel in predvsem nasmejan pozdrav iz naše Hipokratove kuhinje. Danes je v meni Katarina in danes seveda bova pripravljali, tako, orenk smo se pripravljali, namreč naredili bova en tak fajn jedilnik, torej skozi celoten dan, za vse tiste, ki se torej ukvarjate, mučite s holesterolom, ki veste, da je v bistvu eden izmed najbolj pogostejših težav sodobnega časa, zelo veliko ljudi ima težave s tem in mi, da so se odločili, torej, oziroma ti si tista, ki si rekla, Neža, pod noge greva v Hoferja, nabavlja so res ogromno enih sestavin. Predvidevam, da so to večinoma ful zdrave, Katarina je povedala v nadaljevanju. Tako, in torej danes pripravljava fajn obroke. Zdaj, glavna stvar, ki bi jo midve tukaj absolutno predolg pekle, jo bomo dali seveda k vam na lepo gor na televizijo, boste dobili cel recept, torej za lečino štruco. Midve pa bova danes torej pripravljali, jaz bom pripravljala kosilo, ti pa si se odločila za... Posladek ali pa recimo večerja, lahko tudi zajtrk. Lahko tudi zajtrk v bistvu, ne? Delava ful zdrave stvari. Ja. V bistvu ključno od vseh teh receptov, ki jih bova danes pripravljale, pa je, da ne vsebujejo nobene dodane radikalne maščobe. Spet smo na brez maščobah. Ti zelo rada kuhaš brez maščob? Ja, sploh zdaj, ker mi se ne zavedamo v današnjem času, da so maščobe vse povsod dodane. Mi imamo maščob ogromno. Vsak izdelek, ki ga kupaš v trgovini, ki je recimo predpakiran, kaj ima noter? Sončnično olje, maščobo, kukarkoli, v kakršnemkoli smislu je dodana maščoba. In ker danes govoriva o holesterolu, je res ful pomembno, da znižamo vnos maščobe. Ampak omega-3 je pa kul, ne? Omega-3 je super. Je zdrava stvar, zelo pomembna, ampak se jo lahko dobi zelo namensko, se jo jemlje. Ne rabimo bolj vsak obrok imeti veliko maščobe, lahko vzamemo eno živilo v določeni količini in rečemo, to je recimo naš vnos omega-3 za danes. Odlično, pa jeva kar v akcijo. Jaz se bom lotila torej priprave kosila, toliko zdroga, ne vem, če sem že rada jedla, danes ga bom prvič Naturaktiv motovilc imam, tako da jaz ga tole kar uprat, ti pa kar povej, kaj delala. Jaz bom pa pripravljala vafle. Zdaj, to so spet pač ne maščobni, brezmaščobni vafli in je tak zelo drugačen recept. Namesto maščobe bova uporabila le jabolčno čežano. Bomo videli, jaz upam, meni se doma že parkrat rata. Si že, ja, jaz sem že sprobala. Jaz tebi čisto zaupam. Načeloma bi mogli, ja. Evo, lahko uporabljate v bistvu kjerokoli moko, lepo pride tudi za čisto navadno brezglutensko moko, tako da komod tudi se to vzame ali pa kakšne druge ajdove, kvinoine. Katarina, če ima zdaj težave s holesterolom, se mi zdi, da je izjemno pomembno v bistvu, da si splaniraš vse obroke. Zdaj, seveda ne povem, ker smo ravno pri planiranju. Na naši spletni strani klepetobkavi.si lahko naredite tudi en tak fajn priročnik, kjer boste preživeli 7 dni oziroma 7 večerov brez televizije. Ja, torej pod zavihkom brezplačno ga najdete in ne boste verjeli, ampak en izmed teh večerov vsebuje tudi, veš kaj? Rezane zelenjave. Super. Treba se zamotati, da gremo stran od teh televizijskih ekranov. Ja, res je. Evo, ko smo ravno pri pripravljanju, mi s Katarino so se res vzeli čas in se orenk pripravljali, orenk naštudirala vse sestavine, mislim, ti si jih, jaz sem samo te seveda tikimala in se učila. Šli smo v Hoferja, tam dobila res vse. Mene je Hofer recimo fajn tudi zato, ker ima res veliko sezonskih stvari. Šparglje zdaj počasi čakam, da pridejo, ne? Ja, jaz tudi. Šparglje so bistveno zdravi, da jih čim več uporabljamo, kar vsak dan vreta, ne? A veš, da se šparglje dejansko lahko uživa tudi surove? Surove? Surove in dejansko se jih lahko soči. Sok iz špargljev lahko narediš, zdaj definitivno v kombinaciji, ampak lahko res zelo zdravilno vplivajo. Super. Kako gre te priprava? V redu, evo, jaz sem zmešala moko in pecilni prašek, zdaj pa grem na mokre sestavine. Najprej bom vzela sladkor. Zdaj, mi dve imamo v bistvu danes vse take rastlinske sestavine. Kaj je z narobe? Živalska maščoba ni okej? Ne, mislim, kar se tiče, ne smemo biti tako pristranski, ampak ja, sploh, če imamo nek določen diagnozo ali pa simptom, je fino, da se teh maščob živalskih, ki so v večini bolj nasičene, pač izogibamo sploh, če pač imamo holesterol. Zato danes uporabljava čist rastlinska živila, da pokaževa, da se v bistvu da tudi s tem čist normalno in zelo dobro jesti, okusno, da ni treba, da je to to je pa vse neokusen, recimo. Je lahko tudi zelo dober. Tako da
to bova danes dokazala. Aha, no, seveda tvoj recept je zdaj že dostopen tudi vsem gledalcem, da si lahko pogledajo torej vse sestavine, torej moka, pecilni prašek, mandljev napitek, kokosov sladkor, jabolčno čežana, javorjev sirup in pa tudi mi, da bomo dodali malini, vse torej iz linije Natur Aktiv, ki jih najdete v Hoferju. Zdaj, Katarina, sladkor za zajtrk, a ni kao sladkor tako no go? Ja, to je v bistvu zmota, če lahko Zmota? temu tako rečem. Okej. Ja. Ne, sladkor je no-go v primeru, da je to bel, rafiniran sladkor. Veš, Okej. kjer ga mislim, ne? Vem, Tist, ki je nezdrav, ki je v sladkarijah, ki je predelan, ki je osiromašen, ker je rafiniran, se pravi, nima nobenih mineralov več noter. Tako da v tem primeru, ja, je sladkor no-go. Ampak mi danes uporabljamo recimo sladkor kot kokosov sladkor, ki je pač zelo polnovreden. Lahko uporabljamo tudi recimo jabolčno čežana, ki jo glih zdajle meram, pač tudi vsebuje nekaj naravno prisotnih sladkorjev, a ne? In to je pač spet uravnovešen, super sladkor. In tega v bistvu sploh ne smemo primerjati z temi nezdravimi sladkorji. Ampak vse, ne? Prej si ti, morate to vprašati, torej sladkor je tukaj prisoten. Ja. Zdaj ti si rekla, da lahko tudi za večerjo, torej klele ne bomo nič zgrešili, če tak obrok si privoščimo tudi za večerjo. Tako je, ne bomo čist nič zgrešili. No, to Zaradi tega, ker gre za čist uravnoteženo večerjo. Imamo čist lep vir ogljikovih hidratov, imamo pač že nekaj naravno prisotnih maščob, ker vemo, da vsako živilo ima maščobe, a ne zdaj zelo odvisno v kakšni količini, ampak načeloma vsako, in pa imamo v bistvu tudi nekaj beljakovin spet čist naravno prisotnih. Ok, no ti tole meši, evo, jaz sem v tobico prala, dodala bom kuhano kvinojo, sva jo prej že lepo skuhale, takolele, malo smo jo sam posolili, nežno in to je to. Jaz sem jo že poskusila, res bi jo lahko kar samo jedla. Kvinojo? Takole. Všeč? Evo, bo dosti kvinoje. Koliko Ja, lahko? dovolj. Aha, mislim, Ja, že lahko. ustavila. Ok. Mislim, lahko tudi malo več, sploh ne bo problema, ampak... In zdaj bova v bistvu dodale, torej poučila me, da bova midve delale tole solatko kosilo s pomarančo. Ja. To je zelo taka nenavadna sestavina, ne? Zelo, ampak boš presenečena, koliko bo to na koncu dobro izpadlo. Ja, bom poskusila. Res. Bom to kar takole vlupla z nožem. Bo najhitrej. Aha, ti si dodala pa zdajle Jaz sem pa dodala še en rastlinski napitek, evo, tako da imam vse, kar se tiče Mokre mokrih sestavine. sestavin. Zdaj moram pa to dobro premešati. Zdaj, vafli so drugačko ful masti, ne? To spet ni neka drugačko neka zdrava verzija. Ja, res je, res je. Sploh, če danes- vsebujejo še jajca in se pečejo sploh v kakšnem olju, ali pa se namest, recimo čežane uporablja veliko več navadnega rastlinskega olja, ne? okej. Ker recimo ni živalska maščoba, ampak je še vseeno olje, ne? Se pravi rafinirana, predelana maščoba. Temu se probamo izogibati, sploh ko imamo pač visok holesterol. No, zdaj sem te hotela vprašati, katere so v bistvu tista živila, ki res ne smejo biti na jedilniku, torej vseh tistih, ki imajo težave s holesterolom, Ja. torej s povišanim holesterolom. Ok, je kar nekaj živil, načeloma pa Najbolj alarmantni. recimo ocvirki. Ocvirki, To je en tak okej. zelo slovenski primer, a ne, čist tak klasičen. Ampak ja, pač načeloma to ni fajn uživati, če imamo visok holesterol. Tudi kakšne zelo masne, predelane mesne izdelke, se pravi kakšne salame, ki pač niso najbolj kvalitetne, a ne, kakšne predelane mesnine so tudi recimo hrenovke, take Siri? zadeve. Siri tudi, sploh tisti, ki so polnomastni. Jaz pač odsvetujem svojim strankam to, da se res Okej. naj takrat izogibajo. Tako da ja, predvsem pač se pravi mesni izdelki in pa mlečni izdelki. V velikih primerih pa tudi jajca. Veste, Okej. da sploh rumenjak pač ima kar nekaj holesterola. Ne? Pa spet je problem, ker veš, holesterol sta in slab in dober holesterol. a ne. In midve se zdaj pogovarjava tukaj v slabem holesterolu. a ja. ne. Ampak hkrati tudi ni dober, se pravi, če imamo mi preveč slabega, pa premalo dobrega. Ne? Mi tudi rabimo dovolj dobrega holesterola, ker je prav tako ful primeren, mislim, ful pomemben za imunski sistem. Tako da pač je treba uživati vseeno kvalitetne maščobe, tako kot so recimo oreščki, zato imava danes midve tam Torej, nekaj podpreti moramo v maščobe. bistvu tudi jetra, ne? Tako. Moramo dati jetrom možnost, da razbremenijo to slabo maščobo, zato da, pač, tako da jo mi ne uživamo več toliko, in pa da normalno delujejo, se pravi, da jim damo neke kvalitetne maščobe. Okay. Tako kot so pač oreščki, avokado, recimo. Jo, še nekaj sem se spomnila, veš, zdaj se bliža velika noč, ne?
Na kaj moramo biti v bistvu? Sploh lahko jemo, torej vsi tisti, ki razen hrena. Ja, mislim, jaz nočem biti tako... Ja, povejte, koliko je. Koliko je. To je pač dejstvo, da je to slaba zadeva za naš telo in moramo poskrbeti. Pač nažalost vemo vsi, kaj se je za veliko noč in to pač ni najbolj... S tem ne podpremo glih najbolj našega zdravja. Okay. Tako da je fajn, da se vsaj neki dni prej ali pa mogoče kasneje poslužujemo več lahkih obrokov, se pravi, pojemo dovolj zelenjave, si nakuhamo take juhce, kot sva jih že prej delale, pa jih imamo recimo za cel teden. Potem gledamo, da ima res vsak glavni obrok vsaj pol krožnika zelenjave. Aha, pol krožnika, to je nekako merilo. Tako. Pa še najboljše, če je ta zelenjava sveža, se pravi, da je to zelena solata, temnolistnata zelenjava nasplošno. Potem tudi sveža, recimo paradižnik, paprike, kakorkoli redkvice, no, kar je zdaj bolj v sezoni. Tako da ja, tako vedno lahko delamo potem eno preventivo ali pa potem s tem uravnotežimo. No, mi da smo že skoraj pri koncu, tako da dajmo si med tem režija prosim lepo pogledati recept za torej lečino štruco, ki mi danes ne bova delali. Ne? Ja. Zakaj si se odločila v bistvu za ta recept? A za lečino štruco? Ja, v bistvu, da bi pokazala, da je lahko tudi nadomestek, recimo namesto leče uporabljamo, mislim, namesto mesa uporabljamo lečo. In da je lahko prav tako, če je ne uporabljamo mesa, lahko ful okusno. Tudi za veliko noč, recimo. Tako, ful, mislim, res fajn recept. Tako da ja, da se da tudi z lečo zelo okusno pripraviti. Popoln obrok za celo družino. Evo, kako gre meni tele pomaranče? Ja, super. Evo, vse si že skoraj. Ja, lahko še čist malo, pa je to. Okay. Potem pa dodavaš samo še orehe in narediva en tak zanimiv preliv. Ok, kakšen pa? Zelo netipičen, sploh za nas Slovence. Da slišam, kar povej mi, pouči me. Vzele bova polovico limone, jo stisnile, to je recimo namesto kisa. Drugače tukaj je kis tudi, če jaz rada rečem, da je malo alternative, ker kis, veš, da kis je kis za kisa telo, tako. Ker je pač kislina. Limona pa naredi ravno obratno, se pravi, naredi bazično. Torej bi mogla večkrat v bistvu na mesto kisa se poslužiti limonega soka. Ja, okay. No, hvala za tale nasvet. Upam, gledalci, da ste tole zdaj dobro slišali. Tako jaz bom kar tale lonček mešala. Takole bom dala. Ja, na mesto... Ti boš imela isto polivko, kot jaz? Ne. Zelo podobno pa drugače. Podobno, ok. Polovica torej limone. Javorjev sirup si rekla, ne, da dodam? Ja, namesto olja, pa tudi, ker je to zelo za nas mogoče neobičajno, da delamo sladke solate, ne vem, kdo v Nemčiji, delajo sladke solate. Evo, to lahko zdaj samo še čist malo zmešaš. Ja. To je to? To je vse, kar potrebujem? In zdaj samo polijaš čez. Polijem čez. Točno tako, super. Ker so iseti, ja? Ja, mislim, zelo me zanima tvoj odziv, ko boš sprobala to. Ja, orehe to pa dam samo gor. posipej. Ja. Posipam še orehe. Lahko jih lahko bi dali tudi, lahko bi jih malo narezali, da bi bilo malo sem zdaj tako šefovska. Super. Evo, drage gledalke in cenjeni gledalci, tole je solatka, torej master šefinje Neže, seveda s pomočjo Katarine, sama se tega ne spomnila. Zdaj pa seveda bom jaz tole poskusila. Režija, a ste videli tole, kaj sem jaz, kako natančno sem jaz tole vse, no? Ja, poglejte to. Res gleda zelo apetitlih, okusna ta pomaranča, se mi zdi, da bo sploh taka pika ne. In sem pa jaz to poskusila. Malo pomaranče, kvinoje in pa motovinček. Z sladkim prelivom. To ne moš pa... Ti povedo, če sem to dobro naredila, koliko ti doma. Dobar je, zihar je dober. Kako pa še ta pomaranča zraven? Sploh motovilc, pomaranča in oreh so res taka sinergija okusov. Piko je, da si sam vilca najdem, ne? No, hvala. No, da vidim. Moram še oreh. A imam talent. Seveda s pomočjo tega recepta. Ampak res je dobro, pa predvsem izjemno enostavno, ne? In zelo sveže. In recimo, to je ful lep primer, kako uporabiti, kako narediti nizkomaščobni, recimo za holesterol, ne, za nekoga, ki ima visok holesterol, nizkomaščobni obrok z dobrimi, res pozitivnimi maščobami iz orehov. Pa predvsem zelo hitro priprava, ne? Ok. Tako. Jaz sem Katarina, kje si ti zdaj? na masi za vafle. Evo. Ulila jo bom, oziroma probala jo bom uliti v tale pekač.
Lahko dodamo še, da je še za malenkost bolj tekoča. Bomo videli zdaj prvo rundo, kako bo tole uspel. Zdaj, a se rabimo kaj bati, ne? Jaz sem že z mislimi vsem pri poletju, ne? Se rabimo kaj bati zdaj, da nam bo tele stvari mogoče kaj vplivali na našo težo? Zdaj bom tako rekla, kot sami te vafli, kakor sva jih midva zdaj naredila, ne. Okay. Kaj bomo pa dali gor, pa če bomo gor mazali recimo čokoladne namaze, Okay. to je pa pol druga zgodba. Torej, osnova pa ni nič moteča, ne? Ne, osnova ni nič moteča. Okay, super, ja. Odlično. Ja, ne, razmišljam o tem, ker tudi seveda naša ekipa že pripravlja torej poletne počitnice na Ižu, pa v Egiptu. Tako da vsi tisti, ki seveda se za razmislimi že pri poletju, ne samo pri hrani, dajte tudi našo spletno stran obiskati, pa si pogledati, torej, kam vse lahko letos potujete z nami, torej med poletnimi počitnicami, da mečkano odmislite vse skrbi in predvsem zato, da napolnite baterije. Poleg tega seveda boste našli ogromno receptov, kot sem rekla, kar nekaj Hipokratovih kuhinj smo že posneli, tako da ogromno receptov vas čaka brezplačnih priročnikov in vse ostalo, torej na klepetobkavi.si. Takolele, to sva. Zdaj, kaj me še zanima? Tole sva naredila, kvinojo sva skuhale, res gre za zelo simpel stvari, ne? To sem te hotela vprašati, ker smo prej govorili o tej lečeni štruci. Zdaj, leča je v bistvu ena stvar, ki jo zelo velikokrat pozabimo, ne? Pa je izjemno zdrava. Ja, super je. Mislim, res gre za stročnico, a ne, oziroma spada v skupino stročnic v smislu, da ima kar velik procent beljakovin in posledično je zelo nasitna, tako kot je recimo meso. No, se pravi, iz tega razloga jo lahko primerjamo na nek način, ampak da ima leča veliko manj nasičenih maščob oziroma nima nasičenih maščob, ker gre za pač rastlinski izdelek. Tako da iz tega razloga sem jaz uporabila v tem receptu lečo. Je zelo nasitno, je res okusno, tako da jaz pač ful priporočam, da ga sprobate, ker je tak zelo zanimiv recept. Hvala. Krožnik rabiš, a še kaj rabiš? Ne. Mava pa danes tukajle maline, ki jih bova dale za čez. Torej, zdrava polivka, vidim, da bo tole, ne? Čekaj, tole bom samo žličko uporabila. Ne, tole sem malo, kokosove maščobe sem uporabila, da sem namazala. Samo, da si namazala. Ja. A ja, ne bo še nič gor, ne? Ne, ker dela pa brez maščobe. Se strinjam, se pripravljam na to, da bom enkrat slab holesterol, bog ne daj, ampak ja. Torej, mora biti zelo previdna pri maščobi. Ja, no, čez bova dale javorjev sirup in pa maline. Lahko recimo se znajdeva in malo pač porabva, tudi recimo pomarančo, ful bo dobro pasala gor. Super. Za vse tiste, ki imate pa rajš med, pa v bistvu lahko uporabva tudi med. Super. Za čez vafle. Tako da to je spet kompleksen sladkor, to ni tisti navaden sladkor, ki bi povzročil probleme, a ne, to je polnovreden sladkor. Klej se ful nekaj že kadi. Ja, to se že kadi. A to je okej? To bova pogledala. Ja, nisem še nikoli vaflo pekla, veš, tako da zdaj le bom čisto okej, zdaj le moram jaz malo takole pogledati. Aha, to tako mečka samo pokukaš v bistvu. Še malo pokukam, ja. Okay. Ja, tako da s tem jih bova ukrasile. To je spet zdravo, bolj zdravo, ne, kakor če bi uporabile kjerkoli namaz drug, sladek. Zdaj, javorjev sirup v bistvu zelo veliko ljudi ga zadnje čase uporablja namesto raznih teh sladkih zadev. Koliko je on cool tako? Kaj mi lahko poveš o tem javorjevem sirupu? Zakaj je to popularen v bistvu? Zato, ker je polnovreden, je dejansko pač iz debla javorjev pridobljen. V Kanadi. Tako da... Ali še celo bio, ja. To mora biti res fajn. Super. So se prilimali tele vafelčki, tako da niso glih najlepši. Temni javorjev močan okus, no, kam prav probala, me zanima, kaj to pomeni. No, tole ni bilo zdaj glih. A vidiš, ko zdala premalo maščobe? Ne. Ne, mogoče sem jih za malenkost predolg pustila noter, ker so se... Vidiš, ker so predolg klepetale. Ja, ker so se zaklepetale. Bom jaz prevzela odgovornost, zato, ker te skozi nekaj sprašujem, namesto da bi te pustila, da v miru kuhaš, ne? Ne, ampak to je tako, veš, ko prideš na televizijo, ti pa nikoli nič tako ne rata. Pa le, se je čist muška, no, pa se ga už ven vzela, pa bo čist fajn. Pa ko bo krosila, pa sploh lej. Evo, super. Evo. S čem boš naredila, Katarina, polivko? Torej, samo javorjev čez, rekla pomarančo za... In maline. Izgled pa maline. To je to. Oziroma lahko pa uporabimo tudi v kombinaciji z medom. To je še vedno zdrava pol. Tako, evo. Lahko tudi tako jemo? Ja, seveda. Zdaj so sicer ful vroči. Da jaz to probam čisto kole mečka. Super je. Bova naredila še eno rundo, da popravila ta prvi vtis. No, če lahko iskar tole malo krosim. Dej, prosim. Kaj dam najprej, javorjev čez polijem ali maline? Lahko najprej maline. Najprej maline. A dam lahko na vrhih? Lahko.
Koliko malin pa lahko dam, ker veš, jaz ne znam šparati. veš, Takole, jaz ja. sem- Aha, takole. Super, super. Bo super. dovolj? Ja, bo dovolj. Okay, dovolj. Pri javor, pri tem le sirup, koliko ga lahko dam? To ga pa tudi lahko malo čez kar preliješ, po občutku. Aha, ok, bom Tako. zelo nežna. Super, super. A- Greš a- še eno a- diagonalo. lahko še eno? Še. Tako, Ja, še. Ne bo preveč, ok. Ne, super, super. Super, glej. evo. Zdaj pa lahko še takole za Evo, še malo za pomarančko, pa hitro okrasiti. probiva. Da vidi, Takole ja, glej ti, narediva. o. Koliko Evo. apetitliko, wow. Evo, še naši režiji bom takole obrala, da si lahko mečkam bolj pogledajo tele. Ja, čudovito, no, jaz bi to jedla za zajtrk, ko sem mi večerjo. Evo, jaz Ja. bom poskusila malo. Probi. Da Evo, boš takole, ocenila. mečkam. Ja, lele. Mua! Glede na to, da ni bila glih najlepša prezentacija, ampak Katarina, hvala, ker obstajaš. Hvala, ker z nami deliš res čudovite, preproste in predvsem izjemno zdrave recepte in kom čaka, da spet prideš. Hvala ti. Hvala Gledalci, hitro pejte kuhati, ker je to fajn. Lepo bote.